Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ponedeljek je, saj veste, kaj počnemo v ponedeljkih. Kuhamo, pripravljamo in velikrat skuhamo še kaj takega, da je lahko potem že za večerjo, pa še za naslednji dan in tako naprej. In tale čudovita fotografija za sam začetek in sicer tole nam je poslal en kolega. Draga, zdaj te pa vidim iz ptičje perspektive. Kaj so luštni tile ptički? No, mi vam iz ptičje perspektive pokažemo, kaj vse je danes na našem kuhinskem pultu. Veliko stvari in predvsem čili. Moram reči, da bomo danes pripravljali recept, ki je najdaljši po številu sestavin, veliko je začimb, in v moji družbi Ines, ki je sicer programerka, in pa Darja, ki je sicer družinska zdravnica. Pozdravljeni, dobrodošli. Zdravo. Res je dolg recept. Ampak mi dve obvladava. Ne, jaz se moram reči, da se ponavadi ustrašim dolgih receptov, ampak pol, ko vidim, da je pol od tega začimb, si rečem, a ne, to je v redu. Darja, kaj bomo pripravljali? Pripravili bomo rdeči čili, tole je v bistvu vegetarijanska verzija. Recept sva zbrali pa zato, ker je tako z minimalnimi prilagoditvami v bistvu uporaben in za vegane, in za vegetarijance, in za mesojedce. Tako da bi pravzaprav lahko celo družbo različno z enim receptom pa malenkostnimi prilagoditvami razveselili. Ful fajn, to mi je všeč, ne? Dejansko za vse, ne? Za vsakega se nekaj najde. Glede na to, da je noter čili, čili je res zelo bogat s C-vitaminom, ne? Ampak glede na to, da ga bomo kuhali, bo zgubil ta C-vitamin? Ne bo se prav zelo dolgo kuhal, samo par minut. Poleg tega imamo še papriko, ki ima veliko C-vitamina, pa še par drugih sestavin, tako da mislim, da bo to C-vitamina vsem dovolj ostalo. Ok, odlično, če nam to pove osebna zdravnica, ji verjamemo. Dajmo prosim pogledati tale recept. Dolg je, ne se ga ustrašiti, pa vendarle pripravili ste ga in demonstrirali ga boste. Torej, za 2 osebi rdeča leča, fižol, čebula, en kup stvari in tole si lahko pofotografirate ali pa pogledate na naši spletni strani. Naši gosti ga boste delili z vami in akcija, reakcija, izvolite. To zdaj v teh minutah ne morem verjeti, kako vam bo približno uspel, da ga boste naredili, ampak okej, v redu. To bo vama ratal v tem času ali bomo naredili kak televizijski trik? Aha, lejte, tole pa pol rata, ki je že pripravljen. Ne, bo uspelo. Je recept po pripravljen, ja, da bo uspelo. A misliš, Ines, ti verjameš? Jaz mislim, da je, če se ti mudi, ful fajna stvar, da ti kar konzervirane stvari uporabiš. Sicer nisem zagovornik konzerviranih stvari, mogoče iz kozarca, ampak mi smo se malo prej pripravili, tako da smo skuhali že vnaprej fižol, ki je bil seveda namočen zaradi fitinske kisline, pa tudi lečo smo namakali, čeprav je vsebnost kisline manjša, ampak jaz jo vseeno vedno namočim. Ja, jaz vse strošnice nasploh. Jaz pa sploh, ker sem veganka in mi je ful pomembno, da res čim več hranil in vitaminov dobim, tako da če se izognem tej kislini, je potem absorpcija boljša in pač sem se navadila. Se fajn počutiš pa. Ja, pa fajn je, ker si jo lahko za dlje časa naprej skuhaš stročnice, pa počakajo v hladilniku, tako da to je vse kul. Jaz jih obožujem, sam zmeri en in isti feler naredim. Preveč, mislim, nikoli ne pričakujem, da bo tukaj nabreknalo vse skupaj. Ampak plus je to, kar lahko ostanejo pol, a ne? Pa jih lahko danes uporabiš v eni jedi, jutri nekje drugje, a ne? Recimo danes v čili, jutri bi lahko ruza fižol, pa tudi lečo pravzaprav v tortiljo zavili, če nadaljujemo mehiško temo, a ne? S par dodatki pride čist druga jed, pa seveda tudi veliko slovenskih jedi, ki jih lahko mirno uporabimo. Pa mi smo recimo ljubitelji burgerjev, tako da v burger čili noter, ali pa čez hot-dog je ful vsestranski čili, tako da je res fajn. Darja, ti si družinska zdravnica, pa ti vendarle ti rata kuhati, ker vem, da ste zelo obremenjeni zdravniki v Sloveniji, kar se tiče delavnikov in vsega ostalega. Na koncu, mislim, jaz poznam veliko zdravnikov, ko na koncu oni imajo najslabšo zdravje, zato ker nimajo časa za sebe skrbeti, ker tukaj za druge skrbijo. To je res malo, da smo v bistvu zelo obremenjeni, da časa malo ostane, ampak
Mi vsi radi kuhamo, a ne? Tako da je to To je poleg taka tega, antistres terapija. ja, da je Ja. v bistvu pač skrbi zase na ta način, da dobiš res kvalitetne sestavine pa dobro hrano. Tudi to je antistres, pa to je moja meditacija. A ne? Tako da to je tisto, res pa je, da med tednom včasih zmanjka časa, pa je bolj nekaj na hiter, vikendi so pa kdaj kakšni popoldnevi večeri so pa tisti, ki si potem lahko malo več privoščimo, pa se malo igramo v kuhinji. Pa se tole lahko za par dni naprej pripraviš, ne? Čili bo pravzaprav bolj okusen naslednji dan. A ne? Ja, zanimivo. je ena od teh jedi, tako kot recimo golaž ali pa kakšne take stvari, a ne, ki pravzaprav, ko malo odstoji, se okusi še bolj nekako razvijajo, premešajo in gre še hitrejše. Odlično, kaj bomo zdaj dodali? Zdaj smo dodali čebulco, ne? Ja, zdaj bomo pa dodali česen pa papriko. Ok, česenček, paprika. Super, slovenski česen se uporablja, ne? To je svež. Friški, friški. Lepa, čudovita. Pravzaprav to mi je všeč, da se je zgodilo. To je del tega, da se v kuhinji kaj prevrne. Pri meni se velikrat, jaz sem bolj narodne sorte. Javno, da ostane celo. Ja, seveda. Pa to je zaradi tega, pa meni je tudi všeč, kad doma imam leseno kuhno in pol kaka praska, ki nastane, pa tako. Pa to ji da življenje. V kuhinji se mora videti, da se kuha, a ne? Ja. Ker moja sestra ima pa skozi brezhibno kuhno, sam vemo vsi zakaj. Ne kuha, ne? Vsi imamo take sestre. Očitno. Ines, ti si pa programerka, to je pa zelo tako logično, cp delo, vendarle. In pol balansiraš pravzaprav s kuharijo, ne? Predvsem s kreativnim delom v svoji fotografiji, pa jaz ponavadi je pri nas tako, da moj mož kuha. Ja, večinoma jaz sem bolj na peko, on skuha, jaz pa potem postiliram, pa pofotografiram, ker je to tisto. Pa poješ. Ja, to vsekako. Dober. To je najbolj pomembno, ne? Darja mi večkrat reče, da ne ve, kako zdržim najprej pofotografirati, da ne bi prej pojedla, ne, tako da... Ja, to je kar zanimivo, ker ona dva skuhata, potem pa... Imata fotoshooting? Fotkama, pol pa jemo. Wow, ok, jaz ne. Pri nas to tudi ne gre. Pri nas, ko narediš 2 griža, pa se spomniš, ojoj, fotografija, a ne, pa malo obrneš. Škoda, kadar nam Ines fotografira za blog, pa ponavadi naredimo en dodaten krožnik, ker ni osnovnih šans, da bi to zdržali. Kater blog je to? Lahko gremo pogledat, kjer blog imate? Smoky.si, odlično. Evo, tam še torej več vseh teh receptov, a ne? Ta bo seveda tudi objavljen v kratkem. Super. No, zdaj gremo pa naprej z receptom. Ok. Bomo dodali paradižnik, ti ga boš pa meni sam zrezala. Aha, paradajzek. Vidim, ekološki je tale, super, to mi je všeč. Večina sestavin tle je ekoloških. Paprika je ekološka, paradižnik je koruza, tako da tisto, kar se je dalo dobiti, je vse tudi pač to tisto, kar doma uporabljamo, a ne večinoma ekološke sestavine. To mi je ful všeč. Jaz se spomnim recimo, tako včasih, ko sem recimo šla z mami zdravniku pa te zadeve, a ne, velikrat je družinska zdravnica rekla, ja, tega ne smete jesti, tega morate več jesti. Danes ni več tukaj poudarka na hrani, ne? Čeprav vi verjetno pri vas zihar, ko pridejo pacienti, jim zihar rečeš, dej tole malo kuhite, pa tak, ha? Malo se tudi mi pogovarjamo, imamo pa, jaz imam to srečo, da sem pač del referenčne ambulante, kar pomeni, da imamo sestro, ki se ukvarja s preventivo, a ne? Ima čas za paciente in se tam absolutno ogromno pogovarjajo tudi o prehrani. Dodamo malo vode. Ja, zdaj bodo še pa vse začimbe. Mi, da smo tle začimbe kar zmešale, zato da smo malo prehranile čas. Tle noter je kumina, zmleta koriandrova semena, poper, zmlet črn, suho origano, sladka paprika mleta, dimljena paprika, malo kajenskega popra in pa rjavi sladkor. Fantastično diši. Res čudovito. Evo, bomo tole kaj videli? Kako dobro pride tole do izraza. Evo, in tole že leti v lonec. Evo, kar izvolite. Kako bo pa tole dober. Zdaj si pa ti šla že na čili. Moram reči, da se
Seveda mu bomo odstranili semena, da ne bo preveč hudo vse skupaj. Ker semena so v bistvu ta huda? Ja. Ker eni čili so tu hudi, da jih moraš skoraj z rokavicam z njim. Ja, jaz bom verjetno mogla biti tudi fajn previdna, kak bom zdaj jaz. Okay. Drugač pa ti kar zakrič, veš, vse smo samo naši. Se pravi, zdaj ga boš slekla. Dobesedno. Zgalila ga. To je domač? Ne, ta pa žal ni domač. Okay. Čeprav včasih imamo tudi domače, a ne? Ja, Veliko ljudi zdaj neki čilije kuha doma, pa Taki v makce. simpatični. Jaz sem imela letos Peter Penis v Čiliji. Je tak simpatičen. A res? Ja, ime ima po obliki. To pa ne poznam. Ja. Aha, ampak obliko res, pa poznam. anatomska, To pa mi je ustreza znano. anatomski verziji, ja, tudi nama pa nesla. Evo, super. Mi tale trenutek tole Polovičko. mečkano pokuhamo in nadaljujemo z receptom. Vi pa med tem časom preverite aktualne dogodke, kajti nismo samo z vami vsak dan na televizijskih ekranih. Zelo radi, zelo pogosto, skoraj vsak teden smo z vami tudi v živo, da se vidimo, da se podružimo in seveda izmenjamo ideje. Poglejmo, kam vse ste vabljeni v tem mesecu in naslednjem. V večjih terminih v mesecu aprilu, ravno pravi čas, pa celostni tečaj zdravega hujšanja. Hujšanje je namreč lahko kar nevarno. Zato tečaj zdravega hujšanja, vitkanja z Jeleno Dimitrijevič, kar nekaj obiskov bo in tukaj se bomo naučili, kako spremeniti svoje življenje na bolje in kako se posloviti od odvečnih kilogramov na zdrav način. Za prvomajske počitnice pa se odpravljamo v dolino piramid. Tam nas pričakuje dr. Osmanagić, vabljeni torej na potovanje v dolino bosanskih piramid med 30.4. in 3. majem. Pripravljeni imamo zanimiv terapevtski program, veliko raziskovanj in noro doživetje. V mesecu maju vabljeni na poseben vikend za dušo na energijski točki v Strunjanu, ki pa bo tokrat namenjen duhovni rasti, spoznavanju sveta duš, mističnim tehnikam, še posebej za ženske. Število mest je zaradi vključenih seans, terapij in delavnic omejeno. Tokratni vikend za dušo torej precej mistično, ezoterično obarvan. Evo, jaz sem vmes zvedla, da je ta velik krožnik za mene, tako da všeč mi je, danes je dober dan. Finiširamo tale chili con carne na vegetarijanski, veganski način, skratka brez mesa. Ne morem verjeti, koliko je tole hiter. Jaz se tega recepta še nisem lotila, zato ker sem zmeri mislila, ma ne, kje je to, pa ne bom pol dneva v kuhinji, ne. Ampak zdaj pravzaprav vidim, da če se malo pripraviš pa te zadeve, da je to cep. Zelo hiter gre. V bistvu še najdalj se kuha mesna verzija, zato ker treba meso zmehčati, a ne. Tale vegansko-vegetarijanska verzija se pravzaprav sama jed je veganska, a ne, ampak potem, ko dodamo kislo smetano pa sir, ko postrežemo, a ne. A na Smoky blogu imate samo veganske recepte ali imate vse? Ne. Mi smo 4, a ne, Ines pa Primož, pa midva z Rokom, tako da imamo čisto mešane recepte za vsakega nekaj. Evo, dodamo koruzo. Evo, koruza je ekološka. Ja. Ja, kam mora biti, ne? Pri koruzi je pa velik problem, berem. Čim več sestavin je fajn, če jih dobimo ekoloških oziroma domačih. Ja, ampak koruza bojda, da je pa sploh problematična. Ja. Tole je zdaj leča, ne? Ja, ta gre pravzaprav na mest mesa, a ne. Če uporabljamo mleto meso, je zelo podobna struktura, tako da to je tisto, kar nam bo zgostilo, pa nam bo nadomestilo meso, pa hkrati tudi proteine dala, ne. Tukaj smo mi v tej receptu uporabljali koruzo, poleg fižola, tako da smo na ta način pravzaprav dobili kompletne proteine, a ne. Se pravi, čisto vse aminokisline, ki jih telo potrebuje. To je tisto, kar bi sicer dobili iz mesa, ne? Tako da imamo pokrito res vse potrebe tudi za vegane. Ja, torej osebna zdravnica nam pravi, ne rabite jesti mesa, beljakovine lahko dobite tudi zelenjave. Je res? Osebna zdravnica pravi, da je fino poslušati svoje telo, Okay. pa seveda pokriti vse prehrambene potrebe, ki jih telo ima. Od proteinov do ogljikovih hidratov, do maščob, do vitamin, a ne vsega skupaj. Boste jedli meso ali ne, je stvar vaše izbire, a ne, izbire vašega telesa,
etičnosti in tako naprej. a ne. Ja. Vsak zase. Ampak da pa se. Da pa se seveda, ampak je treba to narediti z glavo. Tako kot nekdo, ki je samo meso 7-krat na teden, to seveda ni Ne bo v okej, redu, ne. a ne. Tudi nekdo, ki je mesojedec ali pa vsejedec, a ne, mora upoštevati, da mora dobiti sestavine, ki jih ni v mesu. a ne. Se pravi, mora dodati veliko zelenjave in ostalih zadev, da pokrije Je vse super. potrebe. Meni se zdi, da je to zelo fajn tudi, kaj delate v prostem času, da ustvarite recepte, da kuhate, da kažete ljudem, kako pa kaj. Ker vidim, da veliko ljudi ostane, kar se tiče kuharskih sposobnosti, na nivoju tistega, kar je bilo predano strani mame, recimo. A ne? Ja, Bolj malo se učimo novih stvari, ne? Ja, ampak mislim, da se to spreminja. Vse, ne, se, Ja. seveda, da se. Zato pa so taki blogi, kot je vaš, tudi uspešni, pa tako naprej, ne? fajn je, da se vidi, ne, tako kot ta recept, ki mogoče za vas na prvi okus gleda dolg, veliko sestavin, kakor Ja. se vidi, da se naredi v bistvu 1, 2, 3 in da je stvar popolnoma nezahtevna in da lahko vsak naredi. Odlično. Okej. Tole bo pa zdaj že pripravljeno, ne? Ja, tako da to je treba v bistvu pa samo še posoliti. A, posoliti, Gospodi. to pa le, posoliti na koncu. V Ayurvedi tudi na koncu solijo, pravijo, da drugače ni v redu za kosti. Imajo svoje finte. Evo, sol, odlično. Začimbic smo videli, da moram reči, da je res dobro zgleda. No. Zgleda res fantastično. Aha, ja, treba malo probati. Ja, Tle lahko po želji, a ne glede na to, kako želimo pikantno imeti, še dodamo kajenski popor, lahko tudi še sveži čili, a ne. ja. Ker tle pač to po receptu je ne preveč pikantna verzija, a ne, seveda Okej. si lahko nekdo, ki je vajen pikantnosti oziroma želi zelo pikantno, tle še absolutno doda čilija po svojem okusu. Ok, super. No, jaz preveč pikantno tudi ne zdržim, pa tudi v nosečnosti prav pretiravati. Zato tudi nismo pretiravali, pa tudi smo pripravili tudi še en tak poseben kruh danes. Wow, Če to bo pa je slučajno bila- preveč, to pa je bila zdaj čarovnija, To pa je ne? presenečenje, zdaj sem jaz to vse pripravila. Ja, spod je pečica. To je drugače ajdov kruh z orehi, zdaj če kakšna alergija, potem raje ne, je pa sourdough kisel kruh, fermentiran kruh. To je ko smo ta ga z drožmi? Danes spekli, ja, z drožmi, smo ga danes spekli in je res super, super je res. Tako da zdaj ne vem, ga bom kar... Zdaj pa posodico vzela. Najlepše presenečenje vseh časov. Obožujem in to zdaj veliko ljudi pripravlja tale kruh. To je Ja. zdaj ful popularen. Pa kak je zdrav to, a ne? Ne, tole je pa pol Super, je tako veliko izgleda. lažje tudi za prebravo, a ne? Še oreščki. Evo, tole bo fantastično, tole bo v redu, tole bo v redu. Wow, koliko je lepo. Diši, diši. Čarovnija. Obožujem hrano, obožujem hrano. Kaj bo pa tole? Tole bo pa za... To je pa v bistvu način, kako se mi postrežemo. Čili ponavadi dodamo malo kisle smetane, gor pa malo naribanega sirčka, malo ublaži pikantnost, pa nekaj svežih listkov koriandra. Seveda za vegane pač uporabimo Vegansko vegansko verzijo. smetano in sirček, ja. Wow. Koliko pa tole dobro zgleda. Aha. Super. Zdaj pa moj najljubši del in sicer poskusiti, kako je tole dober. Hvala vama, da ste tole pripravili. Res izgleda okusno. Vidi se, vidi se. Recept je sicer dolg, ne, ampak vendarle pa vidim, da je to bilo zelo hitro narejeno. Joj, Ines, ne mi zameriti, ampak tole ne boš Ja, imela v časa redu je. pofotkati, veš, tole pa ne bo šlo. Moram verjeti, da je bilo to tudi v kratkem času. Hvala vama, evo, Darja in Ines iz ekipe Smoky sta tole noro dobro pripravili. In tako tam najdete številne recepte, kot seveda tudi na klepetu.kavi.si, kjer ga bomo objavili. Skratka, nja. Dober tek. Hvala.